Lepo pozdravljeni, dobrodošli v letošnjem tednu Parade ponosa. Dobrodošli na tele razpravi. Letošnja Parada ponosa bo že 15. po vrsti in prišli smo do neke točke, ko ponovno, da ne bomo pozabili, vse to smo velikokrat v preteklosti že počeli, ampak na nek način ponovno se obračamo izven skupnosti in poskušamo, kot ste videli tudi v teh kratkih video pozivih, se poskušamo naslavljati na neko širšo družbo z letošnjo specifično naslovljenostjo na naše bližnje, naše družine, tiste podpornike, ki se prav tako kot mi zavzemajo za enakopravno in svobodno družbo. Smo pa v vseh teh letih se tudi marsikaj naučili in ena od stvari, ki smo se jih naučili, je ta, da nas v bistvu v zasebnih pogovorih in na kavah in v intimi nedeljskega kosila ljudje velikokrat podpirajo in imajo spodbudne besede za nas, potem pa nastopijo dnevi, ko je potrebno se sprehoditi do volišča ali pa se nekje v javnosti, na delovnem mestu ali v kakem drugem okolju javno zavzeti, izpostaviti in zaustaviti mogoče kakšno nasilje ali pa kakšno sovražno izjavo ali pa preprosto samo dodati glas, takrat se pa to ne zgodi. Oziroma se vsaj ne zgodi v dovoljšni meri, da bi v teh zadnjih 30 plus letih LGBT plus aktivizma v Sloveniji zares videli korenite zakonske in druge družbene spremembe. Zato mi dovolite, da nocoj lepo pozdravim tukaj v naši sredini naše 3 sogovornike. In sicer z nami je gospa Maja Lupša, na moji desni. Gospa Maja je mama, babica, izpostavila se je že pred nekaj leti, ko smo se v Sloveniji ukvarjali z sprejetjem družinskega zakonika in je nastopila takrat v javnosti, mogoče kot verjetno najbolj vidna, če ne celo edina mama in babica, se pravi neka bližnja družinska članica, ki je potem veliko energije vložila v to, da je poskušala skozi javni diskurs, tako kot skozi neke malo bolj intimne terenske akcije, spodbuditi neko pozitivno razmišljanje pri ljudeh, ki mogoče nimajo posluha in razumevanja za sočloveka, če ni ta človek popolnoma enak njim. Prav tako imam na svoj desni Miha Isteniča. Miha je aktivist. Na zadnjih evropskih volitvah se je izpostavil politično. Miha je želel politično na nek način nastopiti v Evropskem parlamentu, na državljanski listi Gregorja Viranta si kandidiral, tako da si se tudi sam srečal s tem, kako je podati se v eno tako politično tekmo, dobiti tole neko pozornost in istočasno nastopiti v tej vlogi kot avtirani gej. Na moji najbližnji desni je dr. Aleš Črnič, predavatelj na Fakulteti za družbene vede. Že dolga leta preučuje kulturo, religijo predvsem. Zanimivo je pa tudi to, da je dr. Črnič ustanovil oziroma soustanovil državljansko tribuno za prostore svobode, ki so med drugim tudi v času sprejemanja družinskega zakonika pomembno nastopili ne samo v tem boju, ampak nasplošno za nek boj za specifične družbene spremembe. Tako da mene veseli, da so nocojšnji 3 gosti pripravljeni z nami malo spregovoriti o njihovih vidikih in načinih, kako oziroma zakaj ni dovolj točno to, kar sem prej izpostavila, da podpiramo oziroma da se vsi strinjamo v neki intimi, medtem ko pa morda ne naredimo dovolj družbeno ali pa na politični ravni. In o tem se želimo danes pogovarjati. Tako da dobrodošli in hvala. Žal moram opravičiti gospo Melanie Centrih, ki je z nami že iz prejšnjega tedna na tiskovki sodelovala in bi se želela
udeležiti tudi današnjega pogovora, ker je žal zbolela, ampak smo zato gospod Centri vključili, tako da vam bomo kasneje pokazali tudi njeno izjavo iz tiskovke in bomo skupaj s pomočjo Lovrota, njenega sina, poskušali tudi malo nasloviti neke zadeve, katerih se dotika gospod Centri. Melanie je ravnateljica ptujske gimnazije in se je prav tako kot mama autiranega geja izpostavila tudi sama v teh nekih okoljih ravnateljev in ravnateljic in neke ptujsko-konzervativne lokalne skupnosti. Tako da zdaj bom pa kar prišla, da vam nakratko povem, kako smo se zamislili nocojšnjo debato. In sicer najprej imam nekaj vprašanj za naše goste in bomo poskušali tematizirati tole razpravo, na kar pa bo odprt prostor za vas, za vaše komentarje. Morda želite tudi sami vstopiti v dialog z našimi sogovorniki. Na koncu pa sem pripravila še nekaj dilem, ki so prav specifične za ta pristop, ki ga je letošnja Parada ponosa obrala, kako smo se lotili vključevanja ali pa mogoče povedano naslavljanja tih naših podpornikov, staršev, družine in tako dalje. In upam, da boste predvsem tudi v tistem delu dilem aktivno sodelovali, saj so to dileme, ki prihajajo iz LGBT plus skupnosti in se ukvarjajo z nekimi notranjimi političnimi diskurzi, s katerimi se srečujemo. Tako da jaz upam, da bo zadeva živahna. Vse skupaj bomo posneli tudi na kamero, tako da bo od jutri naprej na voljo na spletu in upamo na tudi čim večjo medijsko pokritost. Tako, zdaj pa kar prehajam k aktivnemu delu naše debate. Gospa Majljubša, mene zanima, zakaj za vas ni dovolj, da svojo podporo sinu, zetu, vnukini, se pravi pomembnim članom vaše družine, izkazujete zgolj v neki intimi te vaše družine, ne? Zakaj to za vas ni dovolj? Zakaj ste se odločila v nasprotju s tem, kar dela večina naših družin, ne? Da to skriva za svojimi vrati, zapira okna, da ja ne bi nekdo drug preveč izvedel o njihovi intimi? Se pravi, zakaj je bilo tisto ključno, da je vas privedlo do tega, da ste rekla ne, to pa ni moj način? Ne, kar takole govorim. Začel se je 6 poletij nazaj, ko sta moj sin, moj zet in moja vnukinja, takrat stara 9 mesecev, prišli so na počitnice v Slovenijo, na prve počitnice v Slovenijo. Moj sin in moj zet, moj sin je bil takrat profesor na eni ameriški univerzi v Nashvillu, na ameriškem jugu, v Tennesseeju, v okolju, kjer ni nišče vprašal, kje je mamica, kadar sta ta dva fanta okrog vozila svojo punčko. Skratka, domnevno konzervativen ameriški jug je zelo lepo sprejel to gejevsko družino. Prišli so na 3-mesečne počitnice v Slovenijo in kar takoj se je začelo. Spodbuda za to, da sem jaz nekaj rekla na glas, je bila jeza. Tako kot je verjetno običajno, ljudje odreagiramo, kada smo zelo jezni, naključje je bilo pa naravno smešno. Bila sem pri frizerju, kamor grem jaz 2-krat na leto, in pred mano je ležala Jana, v kateri je bila predstavljena družina mojega sina. Da je bila to Jana, ni bilo ravno naključje, ker sem jaz celo življenje delala tam, ampak takrat ne več. Fotografije so bile druge, tekst pa je bil o njih. Frizerka mi je ponudila Jano in pokazala na ta članek in je rekla, gospa, a ni to pošastno? Jaz sem, torej meni ne samo, da se mi ni zdelo pošastno, tudi se mi ni zdelo njej razlagati, zakaj to ni pošastno. Povedala sem mi, da je to moja vnukinja in da je pravzaprav prav dobro v življenju. Tako da o pošastnosti tukaj ni treba govoriti. To je bila prva spodbuda. Druga spodbuda so pa takrat so že začela, mislim, da se je že začela ta predreferendumska, mislim, da je bilo leto 9, je bilo že v zraku, ali pa vsaj leta 10, je bilo že v zraku novi družinski zakonik, pa izenačene pravice, pa razne druge take grozote, ne?
in so začela deževati pisma bralcev, pa recimo ne ravno deževati, ampak bilo je kar nekaj pisem bralcev. In ena od učiteljic iz Zasavja, mogoče profesorca celo iz Zasavja, je naredila eno majhno anketo med svojimi dijaki in o njej tudi poročala v pismih bralcev. Povedala je, da je vprašala svoje dijake, torej pubertetnike, stare 15-16 let, če bi oni želeli živeti v istospolni družini. In je velika večina rekla, da to pa nikakor ne. No, meni se je zdelo prvič skrajno neetično spraševati 15-letnike ali pa, kar se tiče tega 8-letnike, če bi želeli živeti v taki družini, ker mi otroci se v družino rodijo in jih ne sprašujemo. A bi mogoče oni se rajše preselili k sosedovim očku pa mami ali pa k sosedovima dvema očkoma. To je bil razlog, da sem takrat napisala eno pismo, pa so ga objavili, mogoče tudi zato, ker so me poznali, ne zaradi tega, kar je bilo noter. In tako potem si hitro zraven. Teh stvari, ki so me bodle, ki so me zbodle in ki me še vedno bodejo, je še kar naprej ogromno. Tudi po 30 letih ne bo tako. Moja družina, ta družina, jaz imam dve taki mladi družini, ena iz hčerina, ena sinova. Ta sinova družina je zdaj bila 2 meseca v Seattlu in med drugim so povedali, kako zelo so ti odrekli, ker ni bilo treba poslušati tega, kar se ljudi tukaj in kar se še ne bo obljudilo, če bo zdaj Ustavno sodišče odločilo, da referendum bo. Skratka, jaz s svojim sinom nimam problemov, mene ni sram, da je moj sin gej, tudi mogoče bi bilo druge mame manj sram, če je katero sram, ko bi si rekla, da ni ona kriva za to, da ni nič v njeni vzgoji bilo tacga, skratka, da je to vedenje pač, da je spolna identiteta samo ena osebna okoliščina, da to ni nekaj, tako kot, ne vem, kot druge stvari, če imaš recimo otiščanc na palcu, pa tudi ne bo vsak samo tega ponavljal, da imaš ti tam otiščanc in te vsakič ponovno na to spol. Skratka, jaz si želim, da bi bilo to bolj normalno. Se kot vidim, se je naše število mam. V tem času, ko sem jaz recimo tudi vsake toliko časa, ki je rekla, se je drastično povečalo za 100%, ker ste se že 2. Torej, upanje je pa napredovanje počasno. Jaz mislim, da je treba govoriti, da je treba na glas povedati, da imamo fine otroke, da so naši otroci uspešni, pametni, skrbijo zase, plačujejo davke, delajo vse tako, kot od družba od njih pričakuje. Da pa imajo partnerja namesto partnerke, oziroma da ima punca partnerko namesto partnerja, pa je pač ena stvar tudi, ki ne vem, zakaj bi nas tako grozno motila. Mene osebno ne. Zdaj, da je to treba povedati na glas, jaz mislim, da je, zato, ker treba je tudi povedati na glas, recimo, družina mojega sina, družin lezbik z otroki je kar nekaj v Sloveniji, recimo, da jih je nekaj 10. Družin fantov, ki imajo otroka, pa jaz poznam samo 2. In še tisti drugi par živi v Ameriki in to v New Jerseyju, kjer je klima popolnoma, absolutno neprimerljivo drugačna od klime v Sloveniji. Jaz sem bila ravno danes z Ano, to je ta punčka moja, ena od 4, ki jih mi imamo, sva bile v živalskem vrtu in sva se ustavile pred Nanduji. In je tam napisano, da je to najboljši oče na svetu. Torej, pri Nandujih je tako, da samec oplodi približno 12 samic, takrat, ko je čas za to, izležajo jajca, mu jih pustijo in potem one gredo. One gredo se part z drugimi samci, on pa 60 dni ne je, ne spi, samo v jajcah. Jaz bi rada povedala Slovencem, da Nandu ni taka rariteta, ampak da znata 2 fanta zelo dobro in zelo lepo. Tako kot 2 mami,
ali pa tako kot mama in oče, zelo dobro skrbeti za svojega otroka. Moj sin, moj zet in moja vnukinja so najlepši zgled. Kdor jih pozna, jaz mislim, da to, da se pokažemo, da se pokažemo, ima večji vpliv kot vsakašno govorjenje. Ona dva sta s tem svojim otrokom ves čas. Vlačta jo sabo, ta otrok je videl že 3/4 sveta, z njima potuje vse povsod, rolata se z njo, smučata se z njo, kuhata in no, likata in pa ne. To pa je, ne. Tukaj pa vidim, da se ne prošli. Jaz bi res, mislim, da bi se bilo treba znebiti strahu. In to na obeh straneh. Ena temeljnih človekovih pravic je to, da živi brez strahu. Zdaj, tukaj niso mišljeni, da mora živeti brez iracionalnih strahov, ampak brez strahu, da ga bodo zmerjali, da se bodo obregali manjka, da se ga bodo spotikali, da ga bodo malo smodili, da mu bodo dali eno na gobac in tako naprej. Brez tega strahu. Ne brez tega iracionalnega strahu, recimo pred pajki, pred geji, pred tako. To je nesmiseln strah, ne? Ampak strahu se mogoče najlepši znebimo tako, da se pokažemo, ne? Da pokažemo, da smo, recimo tudi jaz kot mama geja in ene čist straight punce, ne? Da sta oba v redu, ne? Rada bi, da bi še kakšne druge mame, poleg v gospi centrih, čeprav Ptuje pa zares zagrat. Tako da je ona morala biti predvsem bolj pogumna kot jaz tukaj v Ljubljani. Sploh mislim, da ni potreba nobenega posebnega poguma. Treba je bilo jezo, poguma pa ne. Najlepša hvala. Zdaj si bomo pogledali še izjavo gospe Melanie Centrih. Kot sem že prej povedala, ravnateljica Ptujske gimnazije. Melanie ni čist nova v tem, da je pripravljena stati za tem in na nek način javno povedati, da je mama geja in da pač to tako je. Res pa je, da je nova v tem, da se je vključila letos tudi v kontekst Parade ponosa in se je na malo drugačen način medijsko zdaj izpostavila. Tako da najprej bomo pogledali njeno izjavo, malo kasneje bomo si pogledali še, kaj človek dobi, ko se na ta način izpostavi. Osebna zgodba je povezana tako z Parado ponosa, da se mati sinu, geju, ki se je razkril pred 10 leti. Slogan Pridem zame pomeni ne samo to, da bom prišla 13. junija, ampak pomeni tudi, da prihajam do vseh tistih, ki moje situacije pred 10 leti morda še niso razumeli. Zdaj v moji okolici živi ogromno ljudi, ki je povezanih z mojo zgodbo in razumejo moje prihajanje. Kajti z mojim prihajanjem bom nagovorila vse tiste, ki bi želela, da bi pogledali v moje srce in razumeli, kaj si želim. Želim si, da bi še naprej živela v svoji domovini Sloveniji, v kateri me ne bi bilo strah, kaj bo, ko bom svojega sina zapustila. Sin je po razkritju seveda živel normalno življenje naprej, tako kot celotna družina. Moram povedati, da smo pač moderna družina, ki to za nas ni bil šok, vendar v teh 10 letih sem postala pozorna na nešteto stvari, ki bi mi bile sicer skrite. In sicer, koliko ljudi v Sloveniji se pravzaprav skriva. Prihajam iz Štajerske in biti gej je morda na podeželju vsekakor še težje kot v prestolnici. Ponosna sem, da se je v 10 letih marsikaj spremenilo. Spoznala sem ljudi, ki so prej pravzaprav živeli dvojno življenje. Zdaj postajamo pravzaprav
nekako zavezniki, prijatelji, ki smo ponosni, da lahko postanemo del Slovenije, v kateri bo možno, da bodo vsi pripadniki LGTB-ja živeli tako, kot si predstavljamo, da bi živeli, če to ne bi bili. Življenje mora potekati normalno in to, da se mati pravzaprav sprašuje, kako bo njen sin gej preživel v prihodnosti, če bo toliko nevarnosti in sovražnosti v tej Sloveniji. Kako bo vse premagal, potem sem pravzaprav tik pred starostjo prestrašena in se vedno bolj sprašujem, ali je Slovenija še moja domovina, ali samo država, v kateri uresničujem pravzaprav demokratične pravice in dolžnosti, ki so sicer napisane na papirju, vendar moj sin se v mojem mestu še vedno ne more svobodno sprehajati s svojim partnerjem, ne da bi ga ljudje pogledali in bi bil to nenavaden dogodek. Sem babica vnukinji in ker imam 2 sina, si seveda izrecno želim, da bi imela po 2 straneh vnukinje. Ker moj sin, ki je gej, je krasen človek in mislim, da bi Slovenija z njegovimi otroci pridobila in obogatila svoje prebivalstvo in prepričana sem, da bo moja ta intimna želja, da do referenduma sploh ne bo prišlo, morda, če ne zdaj, nekoč uresničena in da bom seveda enakovredno imela vnuke od sina geja in pa od sina, ki ima ženo za partnerko. Tako, zdaj smo videli še del te izjave od gospe Melanie Centrich. Z nami je tudi Lovro. Lovro, to je tvoja mama. Pozdravljen. Kot vidiš, smo letos obrali en specifičen način, kako naslavljati to tematiko. Tako gospa Ljubša kot tvoja mama govorite z malo drugačnim jezikom, govorita mogoče neki drugi publiki, kot smo bili v preteklosti morda navajeni tega v nekih malo bolj LGBT plus aktivističnih krogih. Tudi sam si nekaj časa deloval znotraj ene od naših aktivističnih organizacij. In ker vem, da tvoja mama večkrat uporabi izraz, da se je tudi sama avtirala, ne? Mene zdaj zanima, kako pa ti gledaš na to? Kako gledaš na to, da se pravi na ta njen način nekega aktivizma, neke podpore, kako nastopi do svojih profesionalnih kolegov, do kolektiva recimo, kako nastopi v vaši širši družini in predvsem do tega, kaj v bistvu zate pomeni to, da nešče, pa lahko zdaj gledava širše od samo tvoje mame, nešče, ko v bistvu ni naša, ne? Se pravi, ki ni sam LGBT oseba, govori o nekem avtiranju. A misliš, da je to sploh primerno, da ne bom še kakšne druge besede uporabila, a je to sploh možno, da nešče drug lahko sploh o tem govori? Kakšna je tvoja perspektiva na to? Jaz mislim, da je možno. Je na nek način v bistvu tudi to za starše nek korak, ko stopijo v javnost. Kot je mama povedala, mi smo neka moderna družina, nikoli ni bilo to vprašanje, ki jaz vem, da pri mnogih je, kaj bodo sosedi rekli, kaj bo neka širša družina rekla. Mama je res na Ptuju, dejansko vsi poznajo in na začetku je bilo mogoče nekaj te previdnosti, je tudi na javni funkciji in tak dalje, med nekimi mnogimi interesi in jo je verjetno tudi to skrbelo, kako bodo ljudje
v enem takem okolju, kot je Ptuj, pač smo prej slišali, res je konzervativnejše okolje, ne, mogoče pač tisti, ki so celo življenje živeli pač v prestolnici, oziroma tisti, ki so tu pa živijo, kjer izven to dosti boljše razumejo, ne. Tako da je bila pač neka ta previdnost na začetku, pa tudi v bistvu sva se o tem pogovarjala, ne, pač ona je mene doskrat vprašala, lahko to povem, ne, temu pa temu, ne. Je pa res, da sem jaz se tudi pač na Ptuju dokaj hitro razkril, oziroma pač potem, ko poveš nekemu krogu, je dejansko to eksplozija, ne, dosti ljudi te pozna. Pač jaz sem tudi na Ptuju prej precej javno deloval, mislim pač v različnih organizacijah in tak dalje, in me pač ljudje kar poznajo. In pač potem naenkrat to več ni v tvojih rokah, ne, pač se potem tudi v bistvu pri starših zgodi, ne. Jaz se spomnim pač iz mladosti, ne, v takem kraju živiš in dosti krat slišiš za toga, ja, ta pa je poročen, pa je imel še moškega, pa ne vem, so gospodje odhajali v Italijo. Pač take zgodbe dostikrat slišiš, ne. Je pa mogoče recimo v našem okolju res pač bil to en prvi tak nek, ko so ljudje pač res javno vedeli. Meni se je recimo kar dosti, jaz sem sicer živel v Ljubljani, no, ampak ko sem prihajal na Ptuj, se mi je potem dostikrat dogajalo, da so me pač ljudje na ulici vstavljali, pa mi čestitali, pa mi rekli, ne vem, bravo, da si se tak razkril, da si pač bodi to, kar si, ne. Mogoče se pač gibljem v nekih takih krogih, kjer to ni bil problem, ne, ampak tako je rekla, ne, tudi mama, v bistvu z leti postaneš pozoren, ne, na te stvari, ki jih mogoče prej ne bi videl, ne, potem pa v bistvu začneš vedno več stvari videvati, ne, vedno več tudi stvari slišiš in tak dalje, ne, in se v bistvu potem naenkrat imaš nek pač šok oziroma reality check, da vseeno pa ne živiš v takem nekem idiličnem mehurčku, ne, ko se ti je, ne vem, prva leta po razkritju zdelo, da je pač vse okej, vsi sprejemajo, ne, potem v bistvu dostikrat vidiš, pač mogoče pa traja tudi kar nekaj let, da te ljudje v bistvu iz tvoje bližine, ki se pač ne strinjajo s tem, ne, sploh, ko je bil referendum, s tem soočijo, ne, in pač jaz mislim, da tudi starš na nek način isto pač gre skozi ta proces, ne. Jaz vem, da tudi je imela v službi, ne, dosti pač najbližjega sodelavca, v bistvu, ki pride tudi v soboto na parado, upam, da bo ona zdravila, da bo tudi lahko prišla, no, ampak bo prišel zdaj z njo, ampak on je bil prej čist proti, ne, on je tudi imel homofobne opaske in tak dalje in je pač to tudi za starša nek stres, ne, saj pač, če si na nekem delovnem mestu, če se giblješ v nekih krogih, ne, na Ptuju pač je tak, ne, si na neki javni prireditvi, pa mimogrede slišiš tudi župana, ki bo kaj takega rekel, ne, ali pa pač v nekih teh, ne vem, gostilniških debatah. Tako da pač prek tega moraš iti, moraš dobiti tudi malo bolj debelo kožo, ne. Te pa toliko bolj pač veselijo ravno ti neki izkazi podpore, ne, ki jih pa je tudi mama, v bistvu s tem, ko se je potem, ona je, kot si rekla, ne, že v bistvu nekaj let kar aktivno na tem deluje, ne, tudi v lokalnem okolju se je tudi dosti LGBT aktivistov je na njeno pobudo prišlo že na Ptuj, tudi filmi se vrtijo, festivala FBLF na Ptuju, pač na njeno pobudo. Tako da je bila potem, v bistvu je kar aktivno stopila tudi v ta starševski aktivizem, ampak pač nekako bolj ta mikroaktivizem v nekem manjšem okolju, ne. In pač jaz, tako kot je gospa Maja rekla, verjamem, da če bi se pač po Sloveniji našlo par takih ljudi, torej družinskih članov, tudi bližnjih, ki bi stopili in bi pač tudi povedali, ker ta mikroaktivizem pač je definitivno pomemben, še mogoče celo bolj pomemben v bistvu kot pač ta politični aktivizem, ki je cenziran na Ljubljano, ne, ker ravno to najbolj spreminja v bistvu mnenja ljudi. Kot sem rekel, pač za tega sodelavca od mame, ne, on je popolnoma recimo spremenil svoje mnenje, ne, in je definitivno podpornik in tak dalje. Pač
ljudje definitivno skozi neko osebno poznanstvo, pa skozi neko osebno tudi čustveno izkušnjo dosti lažje se pač soočijo z svojimi presodki in mogoče tudi spremenijo skozi svoje stališča. Zdaj, pač, če pa nekomu ti govoriš, ja, pa če se bi to tebi zgodilo, ne, pa je dosti težje. Ne. Jaz vem, da mislim, na mene se je recimo kmalu po mojem razkritju se je začelo dosti ljudi iz mojega lokalnega okolja obračati, čeprav pač nisem živel na Ptuju, ki so imeli probleme s staršimi, ki so pač starši, ki niso mogli prek te svoje starševske ljubezni, ampak po razkritju ne, pa so vseeno v bistvu, mislim, je bilo to neko sovraštvo, ne, je bilo tudi verbalno nasilje in tak dalje. Ne. In vem, skozi leta definitivno vsaj 10 takih primerov poznam, ne, kjer je potem tudi, kdaj je moja mama zraven stopila, ne, pa bila pripravljena se pogovoriti. Ne, in je potem tudi starše malo lažje, ko vidijo pač, da jih ne rabi skrbeti, kaj bo so se rekli, ne, da se da tudi normalno živeti potem, ko pač ta malo širši krog od intimne družine v bistvu zve, da pač, da je sin gej ali pa čerka lezbijka. Hvala, Lauro. Zanimivo je, eno stvar želimo še pokazati, ne, namreč v tem zadnjih tednih, ko smo začeli medijsko se izpostavljati prav v kontekstu te tematike v projektu Parade, lahko vidimo, da dobimo tako kot ponavadi tudi tokrat določene reakcije, ne, socialno oziroma družbeno omrežja so zelo hitro, zelo aktivna, ne. No, vse, če bi samo povsod naš Pride rolali, ne bi bilo slabo. Ampak v glavnem, kaj smo želeli pokazati, je, včeraj je v Večeru bil objavljen članek z Melanie Centrich in zelo zanimivo je potem spremljati reakcije. Zanimivo je tudi to, da ko gre nešče na televizijo ali pa na neko drugo javno obliko se izpostavi predvsem v medijih, če gledam na nek povprečni odziv, mogoče na nek drug članek ali pa na neko drugo oddajo, mogoče tam 40-50 komentarjev, se znotraj enega dneva pri eni taki izpostavitvi, če temu lahko tako rečemo, brez problema odvije 400 do 500 komentarjev. Ne? Tako da vidimo, da to je neka tematika, ki zelo mobilizira. To je, tukaj vidimo recimo nekaj teh primerov, ne? Kako je potrebno nekoga politi s 1000 litri sperme, kako nekdo, kot je Melanie Centrich, zdravi svoje komplekse s tem, ne? Se pravi, to so tipi izjav, ki se potem zgodijo, ne? Temu na nek način vemo, da ne moramo bežati, ne? To so javni profili določenih nasprotnikov vsega, kar se pojavi kot pro-LGBT pravice v Sloveniji. To smo si zdaj pogledali za eno negativno inspiracijo za naslednji spekter vprašanj. In Miha, jaz bi se kar zdaj nate obrnila, ne? Ti si verjetno tudi sam razmišljal, ali pa nisi, ko si se odločil izpostaviti in narediti ta korak iz nekega osebnega v to javno, predvsem politično polje in se na ta način izpostavil. A ti je bilo vseeno? Si razmišljal o tem, kaj se bo zgodilo ali ne? Vem recimo, da si zdaj nekdo, ki aktivno v potencialnem pričakovanju referenduma tudi spremljaš socialno mrežje in razne forume in tako dalje, predvsem naših nasprotnikov, ki imajo veliko zelo sovražnega, zelo homofobnega, zelo fašističnega zapovedati o nas. Tako da mene zanima, kako si se ti potem odločil, zakaj je pa vendarle, ne glede na vse to potrebno bilo stopiti naprej. Pa morda zdaj, ko vidiš, koliko zares je tega sovraštva in tega nasilja, ki se razvija potem v takih kontekstih, a vidiš tudi kak način, kako se v bistvu človek zaščiti pred tem? Kaj je potrebno, da to zdržiš?
Ja, glede na to, da sem se jaz lotiral šele dobri 2 leti nazaj, veliko sem razmišljal, glede na to, da so bili moji prijatelji večinoma iz gimnazije, hodil sem na škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu in sem bil enkrat na točki, če se lotiram, dejansko lahko zgubim vse, da ne bom imel nobenega prijatelja več. Potem sem pa začel biti tudi aktiven v stranki, ki mi je pa nudila neko varno okolje. In tam sem se počutil res doma, sprejetega, malo so sicer sumali, ampak noben jih hoče nič reči. In šel sem na eno okroglo mizo oziroma konferenco v Sarajevo, kjer se v bistvu ta proces začel. Tam je bila predvsem izpostavljena ta tematika istospolnih, predvsem na Balkanu. In takrat sem prvič začel razmišljati o tem, da bi vam prišel. In tam sem s temi predavatelji, predvsem iz Nizozemske, prvič odkrito govoril o tem, brez nekih strahov, predsodkov. In ko sem prišel nazaj v Slovenijo, je nastal problem, tako sem imel nek tak čuden feeling v želodcu, tako pozitivno negativen. In tudi mama je opazila, da se je z mano nekaj groznega naredila in ni vedela, kaj je bilo. Potem, to je bilo maja, konec junija, sem šel pa na dopust s kolegicama v Barcelono. To vemo, da gay capital, ne? In tako nekako pod krinko sta meni večer gledale in mi reče kolegica, no, in potem je bila tako neka dolga tišina, in pa sem vedel, kam pestaca moli, in sem pač povedal. Je rekla, končno. Vsi smo že vedeli, in so me sprašvali, ampak noben te pač ni hotel vprašati, ker nismo vedeli, da boš užaljen, kako boš odreagiral. In takrat se je v meni odvalil tak kamen, ne sam kamen, skala. In že v Barceloni sem pisal vsem kolegom, da pač, ko pridem nazaj, se moramo nujno dobiti, da jim moram nekaj povedati. Takrat sem vedel, če so me oni sprejeli, me bojo tudi kolegi iz gimnazije. Res smo se dugali in sem jim vsem naenkrat povedal, ker sem jim ni dal to pač temu posebej. In sem dobil šokiran kloni. Prvo je bila 5 minut tišine, na kar so vsi skočili vame in me začeli objemati. Ful so bili veseli, ker so vedeli, da se v zadnjem letu z mano res nekaj dogajali, bil sem malo odsoten, nisem bil to, kar sem bil jaz ponavadi, zmeri nasmejan za štose. No, potem sem pa tudi na stranki končno povedal in so mi res stopili v bran, če bo karkoli, res bi se lahko tako obrnil na njih. Potem so bile evropske volitve in dejansko nisem nekaj razmišljal, a bi ali ne bi. Rekel sem ja, ker po pravici povem, malo sem sanjal enkrat o tem, da bi mogoče kaj tazga poskusil. In tudi neke negativne, bom rekel, da bi me kdo napadil, ni bilo, razen zdaj že bivši član NSI-ja, ki je bil tudi na isti gimnaziji kot jaz, mislim, da 2 leti starejši, ki me je napadil v smislu, ja, sej smo te videli, kak sem še bil, neko revše, na pol poženščeno, bla, bla, bla. In to komentar so videli na stranki. Potem je bilo pa javno soočenje na RTV-ju, kjer je bil tudi on v publiki z mano, sedel za mano. In ker je to generalni sekretar naše stranke videl, me je potrpal po ramenih v publiki, se vrnem nazaj, istočasno je pa še njega potrpljal in je rekel, no zdaj mu pa v obraz povej to, kar si mu napisal, če si upaš. Jaz še nikoli nisem videl nobenega verenega človeka, da bi bil to krdeč. Je rekel, ne, se bomo to že na piru pol zmenili. Če od javna špica se ni odvrtela na konc črta in ga ni bilo več videti. To je bila, bom rekel tako, edina taka negativna izkušnja. Moram reči, da sem bil zelo presenečen nad vsemi temi pozitivnimi odzivi. Tudi v času kampanje me je veliko ljudi kontaktirali, tako, da občudujejo moj pogum, da sem se tako izpostavil
da me podpirajo, če bilo karkoli, da mi bojo stopali v bran. Kontaktiral me je tudi nek znanc še iz časov, ko sem bil bolj aktiven na naši župniji, kjer je tudi strehavc. In mi je povedal svojo zgodbo, ki je pa zelo žalostna. Živi v vasi blizu Grosuplja in je bil zakristanc oziroma tak lučar. In pač noče se še avtirati, boji se. Je rekel, ne vem, kaj ne naredim. Ampak nekako je to prišlo do župnika. In ga je odslovil z besedami, jaz moram zaščititi otroke, da se jim ne bo kaj zgodilo. Veš, jaz sem na pol čefur, znam tudi biti nasilen. Hvala, Miha, za tole, da si pač podelil z nami tudi neke te svoje osebne izkušnje. Jaz mislim, da več stvari lahko vidimo tukaj, ne? Vidimo recimo to, koliko dejansko lahko neka okolica v pozitivo ali pa v negativo zgodbo obrne, ne? Tako da verjetno res na tej individualni ravni lahko rečemo vse prej, kot pa to, da bi bilo vseeno, ne? Zdaj bomo počasi vendarle prišli še v malo bolj, recimo temu politično ali pa malo bolj abstraktno gledanje celotne situacije. Tako da bom jaz kar Aleš vas prosila še za... Ja, mislim, zdaj z vaše perspektive, ne, zakaj je nujno, ne, res nujno, da se ljudje javno izpostavijo. In vedno znova v bistvu zahtevamo pravice in vedno znova potrepljamo in vedno znova se postavimo za nekaj, ne. Zdaj, če gledava midva tako malo širše, mogoče iz nekih drugih družbenih bojev, ne. Velikokrat namreč lahko dobimo občutek, da sej za naše pravice, pa sej se nešče tam bori, sej so tam ene organizacije, ne. Sej tam je cel spekter nekih aktivistov, pa potem se pogovarjajo s politiki, pa vsake toliko časa se en zakon obravnava, sej slejko prej bo, a ne. In se potem, ko enkrat bo ta neka zakonska enakopravnost, potem je to, potem smo naredili svoje, ne. In zdaj, če gledamo v preteklost, če gledamo v neke druge družbene boje, ki so se zgodili v zadnjih 150 letih, pa lahko gledamo boje, ki so se zgodili za delovske pravice, za žensko volilno pravico in tako dalje, hitro vidimo, da smo v zelo nevarnih časih, a ne? Ker vse te pravice retardirajo, vse posod gremo nazaj, a ne? Se pravi, zakaj je tudi na tem področju potrebno povedati, da ne, vedno znova, vsaka generacija na novo, vsak človek na novo, vsak dan na novo, je ta boj, a ne? Kako bi lahko midva zdaj tole malo še v ta kontekst postavila? Čisto že, zelo dobro je. Ja, družba je ena kompleksna reč, ki je živa in je prostor nenehnih dogajanj in spopadanj, nekih sil. Družba je nekaj, kar se skozi premika in je stanja, dogajanja so pa zmeraj rezultante sil. In to, kar se dogaja homoseksualcem danes, problemi, s katerimi se soočate, v bistvu niso žal zelo specifičnega. V strukturnem smislu imamo opravka z nekimi zelo starimi procesi, stereotipizacij, še marsikaj drugega se dogaja, ne, na teh referendumih, na prejšnjem in na sedanjem zares vidimo skratka druge mehanizme, iskanje žrtvenega kozla, projiciranje, hujskanje in tako naprej. In to je zelo nevarno. V zgodovini imamo seveda vrsto primerov, ki nam govorijo o tem. Lepo praviš, ne, da zgodovina ni linearna. Ne? Tudi jaz sam sem rabil kar nekaj časa, da sem ugotovil, da razsvetljenske pridobitve se niso zgodile nekje daleč nazaj in so to neki boji, ki so jih naši predhodniki izbojevali in jih zdaj imamo, ampak da je zgodovina en miš-maš, tako kot družba, da nenehno poteka ogromno procesov v zelo različne smeri in predvsem v zgodovini lahko najdemo in v družbi najdemo cikle. Ne? Cikličnost je nekaj precej običajnega in da nobena pravica ni izborjena za zmeraj, nikoli.
In jaz osebno sem se znašel v eni točki nekje pred leti, ko sem z grozo zares ugotovil, da moji otroci odraščajo v mnogo pogledih, v veliko bolj konzervativni družbi, v veliko bolj zaprti družbi, kot sem odraščal sam v 70. in 80. letih 20. stoletja, ko smo, kot danes vse bolj obče veljavno prepričanje, ideološko prepričanje velja, živeli menda v totalitarnem, na kakšnem groznem svetu že. Tako da, skratka, seveda se lahko zanašamo na to, da bodo pač drugi izborili za nas stvari, ki so nam blizu in držimo pač glavo zakopano in računamo na to, ampak ponavadi se to ne zgodi tako. Ne? Vse te veliki preboji zgodovinski zares za človekove pravice so se zgodili z zelo resnimi boji. In zaenkrat mislim, da nismo v tej sobi zelo optimistični in trenutno se ne nahajamo na nekem ciklu visoko gor, ki se še dvigamo, ampak gremo, se mi zdi, da dobro. Ne? Tako da mislim, da ni kakšne silne dileme zares. Ne? In zadeve lahko v družbi zelo hitro pelejo zelo daleč zares. Zato smo mi pred, 4 leta je, ne, od tistega referenduma, je tako 2012 je bil spomladi referendum, ne? Se pravi, ja, 4 leta je od teh priprav in tako približno. Zato smo tako zelo odločno in z veliko energije in tako naprej dvignili glas proti tem procesom hujskanja, zbujanja nestrpnosti, projiciranja nekih stereotipnih lastnosti v neko ranljivo skupino, ker je to nekaj, kar je precej univerzalno, kar smo že velikokrat videli. In ne vem, zelo zlajna je tista, ne, veste, se spomnimo, ne, tako je po drugi svetovni vojni, ki tisti nemški pastor razlaga, ne, tista prilika, pač ko so prišli po prve, sem bil tiho, ko so prišli pri druge in tako naprej, ko so prišli do mene, nikogar več. Res je zlajna, ampak prekleto drži. In zato jaz sam kot straight, kot v strukturnem smislu živim neko konzervativno življenje, poročen, oče 2 otrok, čutim v bistvu izjemno tesnobo ob teh procesih. In zato mislim, da je pač treba dvigniti glas proti tem nevarnim procesom, ki smo jim spet priča, ki so koordinirani, ki so zelo dobro organizirani, zadnji stojijo institucije, tudi ti forumi zares moramo vedeti, da je veliko teh debat tukaj načrtno vodenih, da so ljudje, ki jim je to aktivnost, ki jo počnejo, nekateri so celo plačani za to, se ne, da brez tega ne bi bilo dovolj sovražnega govora v Sloveniji, poskrbeno preko glave. Ampak skratka, gre tukaj za neke resne procese, nevarne procese, neke bitke, ki so zelo pomembne. Seveda so ključnega pomena za skupnost LGBT, ampak tudi za slovensko družbo kot celoto. Če bi spomladi 2012 tisti referendum takrat dobili, pa smo imeli že dobljenega tako rekoč, pa ne vem, kaj že bolj let vikend, ali kaj že, zakaj so šli liberaciji potem na piknike ali solatov, ne vem, kaj sediti. Če bi ga takrat dobili, bi danes ta družba izgledala drugače, izgledala bi bolje. Ne? Cela družba zares, ne samo življenje, lezbik. Ne? Tako da, nakratko tako nekako. Jaz imam še eno podvprašanje. Namreč določene vrste nasilja in sovražnosti na nek način vendarle tudi naša družba še samoregulira. Jaz še vedno mislim, da če se sprehajamo nekje po ulici Ljubljane in bi zdaj nešče tam začel zelo sovražno napadati nekoga temnejše poti in rasizme izvajati, da bi verjetno se slejko prej nekaj zgodilo. Če nič drugega, verjetno bi nešče poklical policijo in bi tega človeka odstranili, oziroma neka reakcija bi bila. Zakaj teh reakcij v bistvu ne moremo doživeti na ta način skoraj da, ko se gre za LGBT osebe, ne? Zapravi za te neke napade? Zakaj v bistvu družba ne zmore te regulacije, te samoregulacije, ne? In ali bi masa, ne? Ali bi se pravi to, če bi več ljudi aktivno na nek način spodbudili k temu, da vstopijo v to politično, v javni prostor, ne? Ali bi ta neka številčnost tudi prinesla ali pa prispevala to, da bi tako, kot je mogoče nekoč, ne, v nekih prejšnjih političnih časih, ene zadeve pač niso bile sprejemljive na tej ravni, ker pač
ni bilo opcije, da bi lahko izražal neke stvari, ker je pač ta samoregulacija potekala, ne? Tudi zaradi nekega represivnega sistema, ampak vendarle vemo, da družbe imajo te neke samoregulacije. Ali bi bilo številčnost tista, ki lahko to prinese? Ja, jaz mislim, da ja. Jaz sem trdno prepričan, da ja. Spet nas uči zgodovina zares, ne? Da je pač treba, to so, kaj smo že takrat, smo pred 4 leti uporabljali metaforo plimskega vala, cunamija in tako naprej. Ne? To so neki valovi, ki grejo in grejo, dokler imajo prostor, ne? Dokler ne postaviš ovir, dokler ne namečeš vreč in zadeve ne ustaviš. Ne? In tako kot je pri pravih poplavah, oziroma tistih naravnih poplavah, potrebno pač dovolj fizične sile, da se val ustavi, tako je tudi tukaj. V družbi je pogosto tako, ne? To pri teh resnih globokih procesih. Tako da jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da... In tukaj nisem čisto pesimist zares. Danes sem slišal, se mi zdi, da je neko diagnozo, da skratka, da ne gre noč na boljš, da je še slabši in tako naprej. Jaz mislim, da ni. Jaz mislim, da so ne, korak za korakom, da to bitko dobivamo. Ja, mislim, da gre na bolje. No? Jaz mislim, da imamo danes boljše startno izhodišče pred tem referendumom, če ga bo ustavno sodišče dopustilo. Že tukaj je en če, bomo videli, kaj se dogaja. Zelo kmalu, ali jutri, celo na redu se je. In kot smo ga imeli pred 4 leti. Ne? Mislim, da je danes, to, ko praviš, ne, zares, danes nekako, no, ja, vse bolj nedopustno je v javnosti v bistvu vsakršno nasilno vedenje tudi proti homoseksualcem. Vi več veste, kot jaz o tem, ker mnogi med vami pač imate tudi osebne izkušnje, ampak pred 20 leti je bilo zagotovo slabše. Ne? Sej vem, to ni nič nobena od tega, vsak tak incident je nedopusten. Ne? In v 2015 piše na koledarju, pa se nam zdi, da bi že zdavni morali to prejiti kot družba in tako naprej, pa nismo. Celo obratno, in to sem prej govoril, družba gre tako gor in dol. Jaz mislim, da je bilo marsikaj v 80-ih je bolj odprto kot pa danes in to je tisto, kar me skrbi, to je tisto, kar me tudi aktivira, da namesto, da pač, ne vem, sedim doma, berem dobro knjigo ali pa se igram s svojimi mucama, počnem to. Ampak ja, mislim, da v bistvu kritična masa je pomembna. Zdaj, jaz ne vem, ta tvoja teza, a je zdaj res, a je nasilje na podlagi rasizma manj nesprejemljivo, ali bolj nesprejemljivo kot pa nasilje na podlagi homoseksualnosti. Ne vem, res, te hipoteze ne vem, nimam tudi podatkov za res, ki bi si upal kakorkoli soditi. Mislim pa, da je napaka to sploh primerjati. Jaz mislim, da gre za princip pač gre za vrednote za res. Mislim, da je to treba podati. Gre za vrednote. V našem prostoru se je nekako skozi zadnjih 20 let uveljavilo, da pač so vrednote nekaj, kar je stvar desnice. In leve in sredinske politične stranke se izogibajo vsem temam, ki bi imele veze z vrednotami in tako naprej. Temu jaz osebno, tudi v prostorih svobode smo temu ostro nasprotovali. Jaz sem prepričan levičar in trmasto izhajam in ustrajam na vrednotah, ki so v nekaterih točkah sorodne konzervativnim vrednotam, v nekaterih so pa nasprotne. Ampak mi imamo vrednote, mi se moramo za svoje vrednote boriti. In tudi ta ideja ideologije so nekaj groznega in zdaj pa ideologiziraš in tako naprej. Ideologije so vse okrog nas in marsikaj, kar počnemo, če že nekaj vse javnega v političnem prostoru, je stvar ideologije. Ampak obstajajo ideologije, ki imajo bolj družbeno sprejemljive in zaželjene rezultate in ideologije, ki imajo manj. Ko dajmo se pogovarjati o različnih ideologijah, jaz tudi nastopam z pozicije ideologije kot levičarja, kot nekih vrednot, ki izhajajo iz francoske revolucije in tako naprej. Ne? In tukaj potem, ko tako zastavimo zadeve, ne? Vidimo, da ni pomembno zdaj, da gre za nestrpnost in celo nasilje proti ne vem, temnopoltim, proti Romom, proti ne vem, kaj smo bili trenerkami in tako naprej. Veste, to so procesi, ki so si sorodni in tukaj moramo se naučiti graditi vezi in koalicije zares. Tukaj se moramo povezovati, ne? Zato se mi zdi tako zelo pomembno. Zato tako trmasto ustrajam in se tudi dvigam glavo in glas, kadar gre za vprašanje istospolnih, čeprav
nikogar zares zelo, zelo blizu mene ni, ki bi mi to osebno, ki bi mi pač osebno imel motiv za to. Zato, ker trdno verjamem, da moramo tukaj gledati koalicije in le na ta način lahko zaustavimo te retrogradne procese, ki so vse okrog nas zdaj pa že res prekleto uspešni. Najlepša hvala. Tako, jaz upam, da imamo zdaj kar nekaj izhodišč tudi za vas. Jaz bi kar povabila publiko, morda kakim komentarjem, vprašanjem za goste, morda kakemu lastnemu pogledu na slišano, kakej novi perspektivi. Lahko kaj brez mikrofona. Jaz bi sam na hitro povedal, so tudi iz podeželja, ampak očitno imam uspešno, nimam slabih izkušenj z popolnim montiranjem, ampak dobro, si zdi se, sem sotrine, ni dopel v Kozir, ne poznam z njega Kozjana, čeprav je tam 5 km, 10 km stran. Ja, mislim, kot sem podpred tisto, mikroaktivizm, kaj je mikroaktivizm, to je, da se vsak izmed nas tukaj še da altira zunaj, v svojem kraju. Pogledam, da časih moš to storiti večkrat, pa ne, da to bi zavračal, ampak enostavno mogoče ne morejo verjeti, poveš nekaj 3-krat, ne. Pa ni, on se malo smeje, ampak ne zato, ker bi me zasmekaval, pa ker sem zelo hecel, kako je to možno, ne. Glavnem, pri starših je to nekam čudno, malo se za levičarje, jaz si malo jemljam status levičarja. Dostalo pa super, v mladinskih centrah, kjer sem aktivn, kjer tudi kakšno LGBT v blizu, v bistvu se tudi me zelo sprejemajo. Ko smo neko prireditev, dan mi je administratorka poslala mojšega metoda, drugačega rečnja, simbole pa sem da uporabim, ker tudi uporabljamo zdaj. Tako da, spet je razlika, tudi ne vem, Ljubljane kot mesto, pa Maribor se predstavlja kot mesto, pa je, mislim, da situacija mogoče nekoliko bolj koška, ampak spet manj po zaslugi tamkajšnjih ljudi, pa predvsem časopisna hiša Večer se že dolgo, mislim, kar dolgo trudi in spremlja nekoliko tudi LGBT tematiko in mislim, da se atmosfera ampak kar hitro izboljšujejo, sicer tega še mogoče ne zaznavamo, ampak vse. Samo en stavek, se pravičujem. Jaz se s tem globoko strinjam. Obstajajo raziskave, ki dokazujejo, da je v družboslovju merimo to tako imenovano socialno distanco. To je tisto vprašanje, s kom ne bi želel imeti opraviti, koga ne bi želel imeti za soseda, je ponavadi. In tukaj vidimo, da je zelo pogosto socialna distanca do tistih, s katerimi vprašanje nimajo nobenega kontakta, ki ga ne morejo imeti. Naprimer, v Sloveniji je tradicionalno socialna distanca do Judov zelo velika. In v Sloveniji jih je 100 ali koliko že, zares kome kdo, koga pozna, če pa že pa tudi ne ve zares verjetno, tako da kaj. Skratka, pogosto je, strahovi so pogosto iracionalni zares, in s tem, ko nek koncept, nek stereotipiziran koncept dobi obraz in tako naprej, in več obrazov, in več različnih obrazov, ker to je zelo pomembno, LGBT skupnost so skupnosti, jih je zelo več, zelo različno živijo in tako naprej. Potem zares veliko te sredinske mase ljudi in tako naprej začne malček na te svoje stereotipizirane, ideologizirane predpostavke, ki jih ima nekje, se začnejo počasi topiti. Zato se meni osebno, jaz mislim, da ta referendum, če ga bo ustavno sodišče dobilo, če se bo ustavno sodišče dovolilo, je treba dobiti. To je družbeni boj in ta referendum je treba dobiti. Ker če ne, bomo živeli slabše, kot živimo zdaj, pa že zdaj ni zrosti postavljeno. In zato je treba se boriti. Samo od sebe se ne bo zgodilo. To je v slovenski kulturi res tako ne gre, jaz ne vem, zakaj tega ne znamo, pa zakaj vsi čakamo, da bo šlo mimo, pa da bo nekdo drug za nas. Tukaj se lahko učimo od Američanov. Marsikaj se seveda nočemo, pa marsičem smo upravičeno, pa še premalo kritični in tako. Ampak kar se tiče pa te akcije, nam je pa lahko ameriška kultura za zgled, veste. Treba se je zorganizirati, imamo problem, je Bela cesta, velikih imamo, imamo skupne točke, imamo jih, lahko skupne točke najdemo, pozabimo tiste razlike med nami, kar nekih je tukaj med nami, legitimno in super, ampak imamo skupen problem, velik je, in lahko začnemo delovati, da se bomo proti temu borili. Kdo si upa pri nas nalepiti nalepko, ne vem, na odbijač, bumper sticker, reče v temu
Američani, tako z nekim sloganom, pa bog ne daj, z nekim politikom, ki ga podpiramo in tako. Kdo si upa zastavo na vrt zapičiti, pa koga podpreti in tako. Se vem, to ne gre v naši kulturi, tako pa enih par procentov tistega, kar Američani delajo, ne? Bi se pa lahko naučili. In to bitko je treba dobiti. Zato se mi zdi ta pristop, ki ga letos ubira Parada ponosa, se mi zdi v redu. Mislim, da je treba, jaz že na prvi Paradi ponosa sem bil in te zgodbe pač gledam in opazujem in spremljam že 20 let, ne? 15 let od Parade, pa še prej tako, pa z otroki hodimo zdaj, pa vse. Ne? In je fajn, in je veliko krasnih ljudi in tako in super, ampak lahko naredimo korak naprej, ker ga moramo narediti, ker nam prostor še oži zdaj, tudi pred 15 leti ga je bilo malo, zdaj ga je pa še manj. Zato je ta strategija, da razširimo ta pogled, da bo še kdo drug pokazal, ne, se avtiral, kot pravite, ne, se mi zdi super. Da stari starši govorite o tem, je seveda zelo pogumno dejanje, jaz to globoko cenim. Mislim pa, da je izjemno učinkovito. Veste, nek mainstream skupina ljudi in tako naprej bo, ko babica reče, glejte, jaz imam sina in imam vnukinjo in nič od tega, kar vi mislite, ne drži. To mislim, da so učinki zelo veliki, tako da jaz mislim, da je to dober pristop, jaz mislim, da se moramo tega učiti. Malo vsem to smrdi, seveda, to je pač kaj to reči, zdaj pa moramo neke strategije, medijske pa one, pa tako naprej, ampak veste, na drugi strani imamo ljudi in zdaj pa že res vemo, ki to počnejo zelo vešče, ki se tega učijo, ki imajo sponzorje doma in v tujini, ki demagoško sprebračajo stvari, ki se neštetokrat ponavljajo, dokazane laži. Jaz zadnje čase, če ste opazili, pa nisem edini, nenehno govorim o tem, to je laž. To, kar pravi on in on, je laž, kar je zelo močna javna beseda. Nikoli se, niti enega imela nisem dobil kaj še da vem nekdo na sodišče poklical in tako naprej za tem. Zdaj, na drugi strani imamo nasprotnika, ki manipulira, ki zavaja, ki hujska in ki gradi na demagogiji, na tem. In a bomo še kar čakali, da bo pač tisti 3 aktivisti, pa še kakšen čudak od zunaj nam obranil to. Hvala. Imam mogoče še kdo iz publike še dodatno kak komentar ali pa še kako vprašanje zdaj, tudi glede na to, kar nam je Aleš zdaj navrgel. Mogoče jaz, ki si prej pač pokazala tiste komentarje, glede demagogije in laži, ja, pač sta 2 različni vrsti tega, kar pride v tem plazu, recimo, pač, ko se nekdo izpostavi ali pa ko pride pač do nekih soočenj in tako dalje. Je pač ta, ki je bil pač prej pokazan s tem, pa pač jaz mislim, da enostavno moraš imeti to trdo kožo, da se enostavno s tem ne ukvarjaš, ker se nima smisla, z nekim določenim pač procentom ljudi se pač enostavno nima smisla ukvarjati, ker pač zmeraj bodo, se tudi recimo pač na politični sceni, tako je moj občutek, da so se, kar se tiče pač konzervativnosti, stranke pač zaostrile, tako podobno pač v Ameriki, po tem nekem pač procesu gremo. Tako da moramo tudi pač na nek način ločiti tisto, kar je še vredno odziva, kar pa ne, ker izkazalo se bo po moje, da sploh to, kaj v svetu gledamo, da so ti ljudje pač toliko na napačni strani zgodovine, da enostavno zdaj v tem trenutku tudi ni vredno zgubljati časa za tem, da bi zdaj pač po nekih forumih javnih in tako dalje nekomu dokazoval nekaj. Seveda pa je pač v neki javni razpravi, ki pa je pač recimo v medijih in tako dalje, pa je to potrebno, sploh če pač to prihaja z ust nekih politikov ali pa nekih javno pač bolj izpostavljenih oseb. Hvala, Miha. Ja, jaz sem hotel samo glede mikroaktivizma dodati. Ko so se zbirali podpisi, Viška župnija je največja župnija v Ljubljani, tam se je tudi največ podpisov zbrali. Sem tudi jaz dobil mail pač z obrazcem, da če prispevam podpis. In to so bile bivše sodelavke, s katerimi sem jaz sodeloval prostovoljno pri Caritasu na Viču. In sem razmišljal, a je vredno pisati mail oziroma da bi jim povedal. In po parih dneh sem se odločil, da jim bom pisal,
da se že zelo dolgo poznamo, da sem pač gej in da me je to prizadelo. Bila je tišina par dni, potem je pa mami dobila klic, v katerem sem v bistvu izvedel, kako Princ in podobni izkrivljajo sliko, kako so vsi zagreti. Ja, so dali podpis, ampak večina tistih, ki so dali podpis na Viču, upa, da bo Ustavno sodišče prepovedalo referendum, ker ne želi odločati. Mislim, saj tak feedback sem jaz iz naših dobu, no? To se strinjam. Poglej, koliko nas je tukaj. Da so ženske dosegle volilno pravico, nas je več, kakor vas. Kaj je bilo treba? Koliko let, kakšen aktivizem? Tukaj gre pa za absolutno manjšino. Ne bom rekla neorganizirano, ampak v tem širokem družbenem kontekstu se zgubi. Glej, koliko nas je. To je tudi eno zelo pomembno izhodišče za nekaj dilem, ki se pojavljajo. Ne? Namreč ta pristop, katerega sem jaz prej nakratko urisala, na katerega se je Aleš odzval, je nekaj, kar je težko zagovarjati včasih tudi znotraj LGBT skupnosti. Ne? Se pravi, zakaj bi zdaj mi, če rečemo tako v nekem širšem kontekstu, mi, se pravi, LGBT osebe, ki so velikokrat, pa smo velikokrat, so velikokrat prav iz strani, recimo staršev ali pa družine ali pa tistih najbližjih, najbolj zatrti, ne? Ker ponavadi tukaj tisto najtežje in prvo, da te zavračajo. Ne? Se pravi, zdaj po drugi strani pa iščemo podporo prav tukaj, ne? Iščemo nekaj, lahko bi se celo na zunaj izgledalo neke vrste potrditev, ne? Tega našega obstoja. Ne? Se pravi, to je ena od velikih dilem. Ne? Se pravi, a kaj, zdaj bomo pa šli nazaj k tistim, ki nas v bistvu najbolj zatirajo po odobravanje. Ne? Tukaj je ena dilema. Obstaja še druga dilema, ne? In ta je recimo to, koliko dejansko številke štejejo. Ne? Parada ponosa je eno od takih projektov ali pa takih javnih manifestacij, ki lahko deluje na način par 100 osveščenih, poglobljenih aktivistov in aktivistk, ki zelo dobro politično vejo, kje stojijo in kako, lahko pa se pogovarjamo o nekaj tisoči množici, v katero pa potem sestavlja tudi veliko ljudi, ki niso tako poglobljeni v svojih refleksijah, in ki mogoče se začnemo z njimi pogovarjati o določenih realnostih, ki jih LGBT osebe živijo, pa morda niti ne poznajo, mogoče zelo stereotipno neke stvari gledajo in dejansko lahko pridejo tja mahati samo z zastavicami. In tukaj je spet neka druga dilema te strategije, koliko zdaj dejansko je relevantno eno ali pa drugo. In mene dejansko zanima to problematiziranje, da ga delamo skupaj. Miha, želiš se vključiti v tole razpravo? Vidim te, izvoli. Hvala, Simona. Jaz bi se za začetek res vsem štirim, ki se dobujete na tisti strani zahvalu in vsakmo zaradi nečesa posebnega. Z Majo so bila enkrat v času referenduma v eni oddaji, kjer so nas sprašvali ta nora vprašanja, in jih je tako fino sekala tam nekaj prvoduško smo bili, da je bilo meni ful lažje. Tudi zato, ker sem čutil, da tamle sva se praktično, malo prej smo se spoznali na kakšnih sestankih, z nama je bila še takrat, mislim, da ministrica, ampak tako smo bili ad hoc, ampak hkrati smo čutili, da smo nekako skupaj v tem. Referendum nas je potisnil v to fronto, in takrat spoznaš zaveznike, prijatelje in občudoval sem tudi to, da je tako deklarirano ponosna do svojega sina in do njegovih hčerk in tako naprej. Mihu bi se v bistvu rad zahvalil za spodbudo, ki mi jo je dal, ker ko sem videl, da je kandidiral na evropskih volitvah, sem dobil eno inspiracijo, ki mi prej ni na pamet padla. Čas je, da se premaknem tudi jaz na eno drugo fronto in tam poskušam nekaj početi. In tako, kot je on to zastavil na evropskih in Tatjana Grajf, je mene to spodbudil, da sem tudi jaz potem izkoristil tiste volitve in kandidiral. In hočem to poudariti, da to, kar mi počnemo in spreminjamo svoje aktivizme, je zelo
zelo pomembna stvar te zgodbe, ne? Da nismo skozi v istih pozicijah in vlogah. Aleš sem se poznal, oziroma jaz ga poznam še iz FDV-ja, ko je imel predmet, ampak zares sem ga spoznal, ker je bil v bistvu tam v državnem zboru, ko je bil referendum napovedan in sem videl, kdo je pa zdaj z nami, pa ni tam po dolžnosti, ker je politika, ne, pa se mora s to temo ukvarjati. Kleja Aleš, ki v bistvu podpira, ne? In izkoriščam priliko, no, da se zahvalim tebi in Simoni, ker uvaja nove debate v kontekstu skupnosti LGBT gibanja in sodeluje pri takih novih pristopih Pride'u. Namreč, mi imamo potencial med sabo in lahko se spodbujamo in v bistvu inspiriramo. Ne? In to so naši skriti potenciali. Bolj kot po moje, kako bomo mase nekam privedli, prepričali in tako naprej. Ne? In tisto, kar nam bo lepšalo življenje, so točno te. Jaz pa mislim, da ste to odlično zastavili z družinami, ker je to bila stvar, ki ni stekla že prej 15 let. Se je zgodila, pa je padla, pa se je zgodila, pa je padla. Ne? Torej, povabiti v javno, v bistvu debato, tudi sorodnike, starše, prijatelje. Ne? Torej, govoriti o teh izkušnjah. Ne? Ni izkušnja samo, če si gej v slovenski družbi, izkušnja je, če si mati ali brat geja v slovenski družbi. Ker vse, kar on doživljaš ti. Njegov coming out je tvoj coming out ali pa tvoj closet. Ne? In predvsem v tem, kar se LGBT ljudje soočajo v življenju, tista temeljna dilema prepoznavanja sebe kot manjšine in ključno vprašanje, a sem jaz v redu, ne? Da si ga mora vsak sam odgovoriti v prvi vrsti. Ja, jaz sem v redu, tako kot sem. Ne? Ampak tisti, s katerimi živi, je zelo pomembno, kako oni odgovorijo na to vprašanje. Ne? Lahko reče, mene ne briga, kaj reče moji starši. Ampak kljub temu mi bo pomembno, kako bodo oni rekli, ti si v redu, tako kot si. Ne? In to, kar se letos dogaja, zdaj medijsko, je eno veliko simbolno sporočilo. Jaz mislim, da se dogajajo v zadnje neslutene stvari, ker starši to gledajo in berejo. In seveda, tukaj so leta in leta, kot so pri prezentiranih ljudeh, leta in leta zamolčanih čustev, zamolčane iskrenosti in v bistvu nemoči govoriti o svoji izkušnji s komerkoli, sramu zatajevanja, ne, ki se bo zdaj sprostilo. In iz tega bo prišla, po moje, pozitivna energija tudi za naprej. Ne. Zato, ker, in ja, res je, tudi naša lastna LGBT skupnost je v velikem delu sestavljena od ljudi, ki taktično so v klozetu, so zakriti in s tem taktizirajo že vrsto let, gradijo karijere na ta račun, prekalkulirajo in tudi njim je to tuje, kar mi počnemo in zato je danes nas tukaj to, kot nas je. Ne? Jaz mislim, da tisto šele prohaja. Vsaj jaz sem tako vedno doživljal aktivizem. Ko sem prišel v K4, sem rekel, a to je to, ko sem dostal 20 let, a ta klet, to je to, a to je bo zdaj moj life. In čez dan se bom delal, da sem strek, da bom imel kariero. Ne? Ampak takrat sem začel govoriti, da bi moral imeti mladinsko skupino in sem mislil, da sem popolnoma obrisan, ne? Da bo pač žur naslednjo nedeljo in potem spet ja. In to, kar se zdaj dogaja, to, kar vi letos govorite v paradi, vi nagovarjate ljudi, ki so širom Slovenije in bodo nekako prišli, mogoče ne letos na cesto, a ne? Ampak to, kar začenjate, ima po moje tak vertikalni učinek na vse, kar počnemo in zato je to dober in je fajn. In ja, hvala. Hvala za komentar in pohvale nam, a ne? Se malo vršek breka, a ne? Malo reklame je vedno dobre, tako da hvala Miha tudi za to, ampak vidim, da imamo še komentarje. Izvoli. Ja, hvala. Jaz bi se popolnoma strinjal s tistim, kar gospa Lukša prepovedala. Mene osebno zelo moti in je včasih tako, da razmišljam tudi malo smešno, ker greš na vse te okrogle mize, vse te debate in so vedno in isti ljudje in vedno in isti ljudje in isto govorijo, in isti pesmo. Pač tako je malo smešno, ne, ker pa ne vem, greš te nekaj, ne vem, v Sloveniji je 10-15 gejev in lezbik, zanimivo število, ne. Jaz pa se tudi strinjam s tistem, kar si ti Simona pripovedala, in to bi navezal tam, kar sem izgledal prejšnji teden, ker sem pač določeni geji, ker niso tako razkriti, prav v Ljubljani se pogovarjam, sem rekel, pridete na parado ponosa in oni, ne, veš, ne. To se tudi vežem, ker je rekel prej Miha Macini na videu, ne. To so geji, ki so, ne vem, na spletnih omrežjih, ful, ne vem, za gejske pravice, pa kaj je bil sprejet zakonik, so, ne vem, slike dali, pa 1000 lajkov, pa ne vem, kaj vsega imeli, ne. Pol pa gejčno pridi na ulico, ne, da bo število, ne. Ne, ti ne razumeš, ne gre se za število, gre se za
kvaliteto, gre se za ne vem kaj, ti nekaj poslušaj in rečeš, ne, čakaj, to je parada ponosa, ni debata z ne vem kakimi profesori, ne. In še nekaj drugega pa bi še dodal na koncu, jaz prihajam iz Italije in smo pred enim mesecem dni v Trstu imeli zelo zanimivo dvodnevno srečanje na temo homoseksualnost in Jezus Kristus in cerkev. In tako je bilo zelo zanimivo, ker smo imeli predstavnika iz Vatikana prav. In jaz bi spomnil, da kar je zdaj pred kratkim državni sekretar Vatikana izjavil, ko je bila ta na Irskem sprejeta na referendumu, istospolna poroka, je rekel, da to je največje, kako se reče, največje zločin proti človeštvu, ne? In tako, zanimivo, ne? In zdaj pa nas Italije kar tako malo halo, ne, na podlagi tega, ja, čakaj, davčna vdaja, zloraba otrok, revščina, lakota, to niso, ne, okay, to pa pustimo pri stran, ne. Na tej dodnevne programisti pa je bilo zelo zanimivo, ne, ker mi smo ful debatirali, ful veste, 2 dni, tako kar hardcore. In pol, ne vem, ko je nepore pred koncem, ena gospa ostane, glejte, jaz sem iz luteranske cerkve, vam bom nekaj povedal, tako prav. Glejte, cerkev vam ne bo nikoli odobrila, pa glejte, vse ni potrebno. Imamo Vatikan v Italiji, pa smo dobili prav tako ločitev, smo dobili abortus in glejte, vam prej ali slej bomo tudi istospolno poroko dobili. Tako da jaz mislim, da ja, je potrebno širiti naše ideje in vzljubiti ljudi tudi do aktivizma in do teh tem. Ni pa po mojem nujno potrebno, ker mislim, da določenih ne bomo nikoli 100% in 100% sprevrnili. Hvala. Še komentarja? Ja, jaz bom čist kratka, sorry. Ne, jaz bi se samo na to navezala, na to, koliko je treba spodbuditi zdaj ljudi, da ne da sam podpirajo, ampak da se dejansko kaj naredi. Zdaj malo gledam, jaz sem tukaj, mislim, da mogoče verjetno skoraj najmlajša. Jaz imam kup enih kolegov, prijateljev na faksu in tudi drugod bivših sošolcev, ki so, torej, se smatrajo za med LGBT osebe, nobenega ni tukaj danes z mano. Vsem sem zatežila, vsem sem rekla, vsi rajši zunaj sedijo na sončku na pivo, ne? Ampak ja, ful podpirajo, ful se vsi pritožujejo, ne bom klela, čez teh stvari, ki se dogajajo, ne, to zakonik, to uno, Vprašam, kdo je šel leta 12 dejansko na referendum, ne vem, nedelja je bila, nisem mi dal, veš, kje imam jaz uno za voliti, bla, bla, bla. Zdaj, meni se to zdi ful problem, pač, ko vidim, da jih je veliko okoli mene, pa se pogovarjamo o tem tako popoldne, pa zdaj, ko je ta Pride Week, pa že prej cel maj, ko so bile te delavnice pa to, sem pa tako skoraj mogla iti vleč, pa tako, jo, bom mogel kaj povedati, kaj pa bom mogel, ali sam poslušam, Mislim, se ne, da se jaz nekaj ful oglašam, pogovorim, ampak pač hodam na to, poslušam, vidim skozi ene in iste ljudi, a vedno sem skoraj najmlajša. In se mi zdi, da je to pomembno, ker okej, nekaj jih pride na parado, pa ja, mahajo pol s temi zastavcami, pa še to ne vsi, ne. Pač v redu, vsak petek jih vidim tam v Tiffanyju pa v Monoklu, drugje pa ne. Pa se med drugim na tem istem prostoru dogaja ful več še drugih aktivnosti, ne. Tako da meni se mi zdi, da je to ful nekako mogoče, ne vem, kaj ne jaz naredim zdaj, da ne moram glih presiliti, ne, pa zanimanja. No, sej, s tem, da si danes tukaj, si že nekaj naredila, ne? Tako da jaz mislim, da tudi tale nek vzgled, oziroma to, da vsak pri sebi naredi ta korak, je zagotovo prvi. Vidim pa še komentarje, Barbara. Jaz bi samo upozorila na Nedelovih 7 ta teden, zato da ne bo mišljeno kot, da samo da imamo problem z desnico, mi imamo strašen problem z levico. Razen toka so se vsi te neki domnevni levičarji opredelili, da sicer načeloma podpirajo, ampak na parado jih ne bo. To je bil dr. Drago Petrovc, to je bila Nataša Pirc-Musar, to je bil Julija Apihu, to je bil Dušan Jovanovič, ki ne vem, na kateri strani ne vas sploh je. V glavnem, in to so te slovenski levičarji, ki načeloma bi, ampak nikoli pa zares ne s svojim telesom. Bi z nekimi temi floskuliranji, ki so nas prsili v to, da v bistvu se jim ne smemo javno zoprstaviti, ker v bistvu potem nisi levičar, če se s to neko klikaško sceno levičarsko slovensko ne strinjaš, ampak že tukaj pomanjka popolnoma. Nataša Pirc-Musar reče, zadnji stavek je,
Jaz na tako prireditev ne bom prišla, ker nisem del te skupnosti, ampak tisti, ki bodo prišli, naj se dobro zabavajo. Torej, ona nič ne ve o tem, zakaj to tako je. Ampak ona je v neki percepciji javnosti strašanska levičarka. Tako da tukaj imamo en velik problem, ne samo s temi desnimi ali pa svojimi prijatelji, pa zločinami, sploh percepcijo javnosti, kaj zares pomeni neki, v bistvu to, da telo je nekaj, kar je zelo pomembno, kam ga postaviš. Hvala, Barbara. Še zadnji komentar. Kolegica pred mano, da je pripustim. Urška? Imam ene par kratkih komentarjev. Eno je teh večnih, istih 15 ali pa recimo komentar na to, da je zdaj 100% povečanje na strani staršev. Ne smemo si delati iluzij, da to, ko vstopimo v javni prostor, kot nosilci določene identitete ali pa določenih politik, mine brez posledic. In zato je pač večnih tistih 15. Ampak na drugi strani, jaz nisem za prisilno avtiranje in jaz nisem za to, da se mora vsakdo avtirati. Ker spet, ne smemo se delati utvare, da ne obstaja nasilje. Za določene ljudi je klozet dovolj varen in bo mogoče preživeli. Pač za neko rast, zato da bi lahko prišli iz določenih okoliščin, si seveda želim, da bi se avtirali. Ampak kot političen človek mi je jasno, da so okoliščine, zaradi katerih v določenih situacijah ne boš silil vsakogar, da se razkrije. Kar pa ni isto kot to, kar si rekla. Poznam svoje prijatelje, sošolce in vse skupaj, ki so nosilci določene identitete ali pa tako kot levičarji, ki sicer načeloma podpiramo, ampak ne bomo prišli. Tle gre pa za pač politične subjekte, ki ne udejanjajo tega. In to je nekaj, kar smo mi pozabili, konstantno nagovarjamo to, dajte pridite, ker smo takšni kot vi, ker boste vi tudi nas rabljeni te variante. Ne. Jaz rabim, da ljudje pridejo in podprejo določene politike, ker jih potrebujem tudi, da bojo prišli, ko nam razprodajajo državne firme. In to, kar se dogaja, zakaj ljudje ne hodijo na referendume, zakaj ljudje imajo težave z volitvami, je na eni strani to, da v resnici vsakokrat, ko se v družboslovju analizira, zakaj ljudje ne hodijo na volitve in več, tudi to, da ljudje ne pridejo na volitve, je političen komentar. Na drugi strani mora biti nekdo, ki posluša to in reče, se res. Mi pridemo do te točke, kjer nam politologi razlagajo, poslušajte, mislim, tole pomeni pravzaprav to. In na drugi strani imamo celo mašinerijo, recimo medijsko mašinerijo, ali pa pač neka druga trobila, ki neutralizirajo to pozicijo. Reče, ljudje ne hodijo. Ljudje so alienirani od tega, zdi se jim, da ne morejo narediti spremembe. In jaz nočem zdavnati cele variante, ampak tako, kot je mogoče Aleš razlagal na neki točki, stvari so širše od samo določenih segmentov. Zgodba tega, zakaj mi po leta 2015 in po levih in po desnih vladah in po 25 letih prizadevanja za zakonsko skupnost še vedno nismo prišli do tega, da lahko v miru nekako vsaj deloma zaključimo, ker potem verjemite mi se bojo naši drugi pritiski, spet na te iste institute. Je enostavno to, ker se nam je vmes zgodil tudi totalno brutalni kapitalizem in so stvari šle z roko v roki. In recimo dejstvo, da ljudje so v premalem številu prišli na referendum o razprodaji Slovenskih železnic, je povezano s tem, kaj se nam dogaja zdaj. Ali pa če hočete imeti eno anekdoto, jaz sicer nisem tak velik pristaš, da je treba konstantno v javnosti vse razlagati na nekih osebnih anekdotah, ampak mogoče recimo, dajmo vzeti to kot primer generacijski. Moja babica, 85-86 letna v tistem času, je v času referenduma o oploditvah, o pravici samskih žensk do oploditve, me poklicala na dan referenduma zgodaj zjutraj in rekla, si že šla, ti razumeš, da se ne sme zgoditi to, da bi samske ženske zgubile pravico. Govorim o generaciji ljudi, ker mi rečemo, starejši ljudje ne razumejo.
na vasi so bolj konzervativni. Ampak mi pozabljamo eno zadevo, da obstaja potencial, da se ljudje subjektivizirajo in to ostane z njimi. In potem vi dobiste 86-letno gospo, ki je popolnoma jasno, da samske ženske imajo pravico. Zakaj? Zaradi tega, ker je šla čez te politike socializacijo v to, da ima ženska pravico do splava, pravico do nadzora nad pač, svojo reprodukcijo in podobne zadeve. In mogoče samo kot to, seveda vse strategije, ki jih uporabljamo, so ne vem, dobrodošle, so zaželene, v bistvu tudi kritika sprotna teh stvari. Mene vsakokrat znova samo pač zanima ta točka. Stvari so postale večje kot pač nabor teh tem, ki so bile v vseh teh letih, recimo 20 letih na tapeti. Naj se gre za izbrisane, naj se gre za privatizacijo, naj se gre za homoseksualnost. In mogoče samo še kot pač neke vrste anekdote, to je pač nekaj, kar si želim tudi zapisati, je to, določene pozicije je težje preživeti potem. In če rabite primer za to, kako obupne so določene stvari, naj samo rečem to, pač ta aktivist izbrisanih Aleksandr Todorović je mrtev po letih in letih delovanja, se pravi, napor za to, da se bori in pozicija, v kateri je pošastna. In mi imamo državo, kjer je nekdo mogel narediti samomor, ker se popolnoma osnovna stvar ni uspela premakniti iz točke milijon let. Ampak zato rabimo angažirati še več in ljudi spomniti na te stvari. In ne jih nagovarjati mogoče samo na to, kot vi ste potencialni konzervativci, ampak vi ste politični ljudje, ki se morate odločati glede določenih stvari. Ker pravkar mašinerija na drugi strani deluje v ravno obratni smeri. Ljudem ponuja lažne identitete, ponuja lažne variante, reče, mi smo Slovenci, mi se moramo bati Pedrov, mi se moramo bati Črncov, mi se moramo bati teh in teh ljudi. In jih pravzaprav na ta način speljuje v totalno pasivnost. Ta hijacking naših zaveznikov, v bistvu, ki se dogaja, oziroma naših sodržavljanov, ali pa nas, ali pa kogarkoli že pač, je pravzaprav bolj pošastno od teh naših vseh tematik skupaj izloženih. Hvala, Urška, za tale malo širši pogled na zadeve. Še zadnji komentar, kar smo že prej, kolegica, potem bomo pa s komentarji zaključili, pa bomo šli nazaj še na zadnje izjave naših panelistov. Hvala. Jaz zdaj lahko prvič v življenju avtiram kot zelo dolgočasna heteroseksualka, ki se mi zdi lih zaradi tega nujno, da grem na parado ponosa, lih zaradi tega, ker je bilo omenjeno, da se ne gre tja zaradi tega, ker jaz tej skupnosti ne pripadam in se me to ne tiče. Se mi zdi, da se vseh tiče kratenje človekovih pravic in sem jaz v začetku sploh narobe razumela ta poziv, ki sem razumela, da se poziva heteroseksualce, ne zdaj družino. Ne? Ker se mi zdi to nujno za oblikovanje družbe, v kateri hočemo živeti. Najlepša hvala za tale komentar. Sej poziv pridemo, je širši, je namenjen predvsem iz našega vidika mogoče vsem tistim nam, ki smo v poziciji moči, ker vendarle velika večina tukaj nas sedi za določeno družbeno močjo, ekonomsko, osebno, to, da je moja koža bela, to, da sem dobila določeno izobrazbo in tako dalje. Mi vendarle na koncu velikokrat sedimo v poziciji moči in tega se treba zavedati. In ravno zato, ker se tega treba zavedati, je ta nek poziv dejansko namenjen vsem nam, ki smo v poziciji moči, da lahko to naredimo, ker v bistvu imamo po eni strani dolžnost, da to naredimo in po drugi strani, ker pač res nihče ne bo namesto vseh nas. Tako da tudi to se skriva zadaj za tem pozivom. Pridem z družino, pridem z
se pravi somišljeniki, ki prav tako rabijo in se zavzemajo za enakopravno in svobodno družbo. Tako kot sem si jaz zdaj dovolila ta zaključni komentar, bom še dala besedo in izziv našim trem gostom, da zelo nakratko še svoje zadnje sporočilo tako publiki v tej sobi, ki je zdaj že precej vroča, kot tudi vsem tistim, ki nas bodo mogoče pogledali na spletu še kdaj, kaj bi jim želeli še zdaj za na konec sporočiti tudi po vsej tej razpravi. Ja, težko je, zaključna sporočila so zmeri najhujša. Urška je izjemno lepo opisala to celo sliko in tudi osebno in doživeto in tako naprej. In k temu, oziroma iz tega, jaz ne razumem drugega kot točno to, da je treba nagovoriti to neko širino zares. Ne? Vse te bitke, ki so pred nami, se na koncu dobivajo številkami. Pred tem, da so na referendumu tiste številke, ki se na koncu preštejejo, seveda sledi vrsta procesov, ki morajo biti poglobljeni, kjer šteje bolj kvaliteta kot kvantiteta in tako naprej. Ob tem seveda se zavedamo, da imamo tukaj nek zelo tipičen boj, ki se ne tako redko zgodi v družbi, ko imamo na eni strani predvsem vzbujanje čustev, igranje na čustva, na drugi strani pa imamo poskus racionalne borbe proti temu in to dvoje gre težko skupaj. Tu imamo težavo. Ne? Pri racionalnih argumentih smo absolutno boljši, ampak druga stran ljudi straši in strah je najmočnejše čustvo. No, ni včasih ljubezen, kako že uči krščanstvo, ljubezen bi morala biti. Ne vem, ali krščanska skupnost v Sloveniji to dobro demonstrira, ne, včasih ja. Tukaj pa prepogosto ne, se bojim. Ne? Tako da jaz tukaj ne znam misliti drugače. Jaz zelo dobro razumem tiste kritike znotraj LGBT skupnosti, zelo malo jih poznam, zelo bežno, ki pač vidijo v tem probleme, ki na nek način izgubo te pristnosti in poplitvena debata, vdor neoliberalnih idej in paradigme te revolucije tudi na to področje. In to vse drži in stoji seveda. Ne? Ampak na koncu te bitke, ki so, kot smo danes tukaj, nisem bil edini, ker sem o tem govoril, to je fronta, to je veliko medsebojno povezanih problemov in te fronte ne moremo držati brez tega, da nagovarjamo široke množice ljudi. Ne zato, mislim, da sem danes slišal tudi nekje, da je Urška rekla, pa ne vem, ne zato, ker bi hodili pokazati, da sej smo si podobni, sej smo isti, a vidite, da tudi nismo tako grozni. Ne? To ne vem, je to napačen motiv, ampak mislim, da je popolnoma nepotreben. Ne? Zahtevati moramo to, zato ker smo drugačni. Ker smo vsi drugačni, zares. Vse te skupine imajo to pravico in ker so to naše vrednote. Ne? Ker zahtevamo, da v tistih točkah, kjer smo drugačni, imamo popolnoma enake legitimne pravice do obstoja. In kako zdaj nagovoriti seveda dovolj široke množice, da bo na koncu pa tista številka, ker na koncu je potem številka, ko se zakon sprejme, je tista številka, koliko jih dvigne roko za, koliko pa proti, ko je referendum je številka in tako pač gre v tej demokraciji, ki jo imamo, ki je daleč od popolne, ampak zdaj jo imamo in zdaj, kaj pa vem, ne. Dokler je tako. Zdaj, ali delamo na tem sistemu, ali pa začnemo zažigati avtomobile pa parlament. Jaz tega drugega si ne želim, zato ne znam drugega, kot da poskušam delati na tem sistemu. Tako da v tem smislu, jaz sem optimist, mislim, da je letošnji pristop je nekaj rahlo novega, je pol koraka naprej. Tistim skeptikom v skupnosti, mislim, to sem jaz, da karkoli jim sporočal in tako, ampak jaz sem videl parado ponosa na nekih mestih, v nekih različnih mestih po svetu. Največjo, ki sem videl, je v San Franciscu. In ko vidite tisto množico ljudi tam, kdo vse tam nosi transparente in tako naprej, ko vidite, kaj je res ta široka množica, potem vidite, odkot njihova moč zares, odkot njihova legitimnost in zakaj lahko v San Franciscu živijo tako, kot živijo. Ker rabiš široko podporo. Ne samo LGBT-ja, ne samo odpičenih univerzitetnih profesorov, ampak široko množico ljudi. Zato, ker verjamejo, da kljub temu, da smo različni, kljub temu, da se nam zdi kdo malo čuden, ampak ima pravico, da je to, kar je, spravi.
In če to ni vrednota, potem ne vem, kaj je. In zato moramo nekaj skrivati svoje vrednote, neč to so naše vrednote, ne vsi drugači, vsi enakopravni, kot smo še znali levičarji slogan napisati, ampak to je že zelo daleč nazaj, tako da se tista mladi del publike sploh ne spomne več tega. Hvala za poskus kratkosti. Jaz bi pa za eno misel počel, oziroma apeliral na vse starše, katerih otroci še niso odpirani in si želijo, oziroma bi to naredili, da bi imeli pogum, da bi rekli to, kar sem jaz slišal od moje mame. Miha, moj sin si in te imam rada takšnega, kot si. Ker sem pa za materinski dan čestital, mi je pa še rekla, veš, če bi kaj pomagali k spremembam, bi šla tudi v peku, pa tam ostala, da bi bilo boljše. Hvala, Miha. Sej tvoja mami tudi danes sedi v tej sobi, tako da mislim, da je tudi s tem pokazala, da je pripravljena tudi ona iz vajne zasebnosti priti seba, ne? Tako da hvala. Za razliko od ostalih sem pa jaz pesimistka. Zmeri bila in nisem še Mene položaj in tudi prihodnost ne daja s tesnobo. Ampak srečala sem na avtobusu zadnjič Miho, ne, pa ni Miha, Mitjo Blažiča in sem mu malo svojih pesimističnih misli delila z njim in je rekel, če ne bomo zdaj zmagali, bomo pa naslednjič. Torej, tako bom jaz živela naprej. Dobro, če ne bomo zdaj zmagali, bomo pa čez 2 leti. Tako da, ker smo slišali danes nekajkrat, da vendarle številke na koncu tudi štejejo, ste vsi lepo vabljeni, da se nam v soboto pridružite na Paradi ponosa. Predtem nas čaka še kar nekaj zanimivih aktivnosti, vsako večer nekaj. Najlepša hvala za soudeležbo danes tukaj, da ste svojim telesom pokazali, na kateri strani sedite in za kakšno ideologijo in vizijo družbe se zavzemate. Najlepša hvala. Three.